To je kar kompleksen proces, no, ampak na eni strani je seveda treba pogledati, kdo je mladostnik oziroma mladostnica, torej kaj ga veseli, čemu res veseljem namenja čas, da do tega področja goji neko strast, kaj je že uspel sploh sprobati, kakšen je kot osebnost, kateri predmeti mu ležijo in tako naprej. Torej na eni strani upoštevamo interese, vrednote in na drugi strani sposobnosti. Potem pa seveda je treba raziskati tudi poklice in tukaj ugotavljamo, da mladi imajo pomanjkljivo znanje oziroma informacije, ker nimajo toliko praktičnih priložnosti, življenjskih in delovnih izkušenj, da bi lahko spoznali različne delovne naloge, pogoje, v katerih posameznik dela v sklopu določenega poklica. Tukaj so jim na voljo različne spletne strani, opisi poklicev in pa razni vprašalniki, s katerimi spoznajo sebe na eni strani in na drugi strani poklice. Zelo priporočamo tudi tehniko informativnega intervjuja, kjer v bistvu se mladi prelevijo v vlogo novinarja in na ta način, ko se pogovorijo z nekom, ki obiskuje neko srednjo šolo, fakulteto ali pa opravlja nek poklic, dejansko dobijo informacije z prve roke o tem, kaj nekdo počne, kakšna so potrebna znanja, kakšne so določene specifike, plusi, minusi poklica in tako naprej. Tako da predvsem veliko raziskovanja, brskanja in pa tudi samorefleksije na koncu koncev, pri čemer pa so zelo pomembni tudi starši, da pomagajo te informacije med sabo povezati in mladostnikom omogočiti, da vidijo malce dlje v prihodnost.